Prej sem hotel omeniti, res je veliko ljudi appreciate tvoj work, in kar je fajn, ker dejansko porabiš lahko en mesec pač svojega truda v tem. Imaš pa posameznike, ki jim je totalno vseeno, ki v bistvu delajo to samo za content. In prej sem začel, da v bistvu sem šel po koncu Mofokona na različne kanale, da bi pač dobil čim več materijala, kaj se je dogajalo, ker iz svojih oči jaz nisem videl toliko, ker mogoče poprečno obiskovalca. Ja, pač nisi hodil. Ja, exactly. Pač zelo slab, mislim, se imel man vision, se imel. Exactly, še to, videl sem 10% mogoče ikona. In randomly prestanem na Mofokonovem oziroma Makonovem Discord kanalu, kjer je določena oseba v bistvu programirala nekaj. En srednješolc se je pač učil nekaj programirati in randomly pade beseda na to, da a si videl, kako so določene osebe hodile na obiskovalce, določene cosplayerke, da so pohodile določene obiskovalce, sem veš, kot prvič, kako sem lahko to mislil in kje se je to dogajalo, in potem grem malo raziskovati na YouTube in vidim en video, ki je imel od vseh materijalov, vseh videov, ki so se snemali na Mofokonu, je imel pač daleč največ ogledov. In sem mislim, lahko bi bilo kar zanimivo, right? In ta video se pač začne, neka oseba je pač glavni karakter tega kanala, in kako naj ga poimenujem? CO2. CO2, ok. Zato, ker take osebe jaz vidim, kot nočemo tovarne ogljikovega dioksida, dobesedno, lowest of the low. Anyway. Shade. Metan. Anyway, pač CO2 je zelo pomemben za fotosintezo. Pa CO2 potrebujemo, da kisik dobijo v kri. Ok, Metan. Ok, whatever. So ta video začne tako, da pač njegov, I guess, komičen uložek je, da začne vse ljudi spraševati, a je ta cosplay iz Fortnite, a je ta cosplay Oh my god, to je oni video. To je on video. Jaz niti eno minuto nisem mogel gledati tega. Očitno je to ful smešno nekomu, ampak pač ne glede na to, ali je bil, ne vem, nek cop cosplay, ali je bila ona cosplay, a je to iz Fortnite. In it's whatever, pač so ljudje, ki mi to, I guess, všeč, right? Potem Fortnite. Ne, ker mi je všeč pač to, da on sprašuje, a je to iz Fortnite. Anyway, pride do stojnice z, I think, Street Fighterjem, pač do gaming stojnic. Oh my god, kako je bil nesramen. In tako, začne sprašati, kaj je to za ena igrica? Jaz bi se prijavil, in pol, ko se prijavi, je človek vzame arkadno ploščo, right? Ker ti fighting gamei se ponovadi igrajo ali z joysticka ali pa z joysticka. Pa razumi ti to so osebe, to so si oni sami naredili te plošče. Jaz vem, to je čisto individualizirano. Jaz vem specifično. Ja, vem, kako izgleda, ampak nisem vedel, da si jih sami sestavljajo. Definitivno. Specifično arkadno ploščo, ko je on prijel in uporabljal, sem bil zraven, ko se je buildala in ta zadeva stane 300 €. Pač ti rabiš vse vse gumbe, kontroler, etc. In to moraš sestaviti in še ohišje moraš izrezati iz lesa, pač, da vse zadeva pade na pravo mesto. Tako da to je pač precej draga zadeva. On to pograbi in začne gor, ko ena opica trkati, da ne odlomi vseh gumbov. Veš, ker to pač, on je vidi te stojnice očitno kot nek pač content. In na tej stopni sem bil on se ne bo pač sem delal norca in sebe, ampak bo se skušal očitno delati norca tudi iz vseh stojnic in zraven biti še full toxic in uničevalen. Se je norca delal ne samo iz sebe, tudi iz disabled people, ker pol mu je en rekel, obnaša se, pa je rekel, jaz sem autist. Ja, to je bilo tudi sporno. Marsikaj je spornega še. Pa še rasistične. Pa kako je ki zlomil tistemu fariju. Oh my god, daj! Pač veliko propov, oziroma vse prope na... Takih ljudi ne bi smeli puščati na konvencije, res. Vse prope, ki so bili ali na stojnicah, ali jih je imel nek cosplayer, je pač on ali pa njegov običaj kvartet se je mogel pač dotakniti tega in preizkusiti. Spomnim se, da je šel recimo, potem na naslednje stojnice od gamerske, nekdo se je skušal full fokusirati recimo v OSU. OSU je pač zelo mentalna zadeva, ker je v bistvu muscle memory kot prvo, ampak tu rabiš pač precej fokusa. In on pride do te osebe tako na centimeter in se mu začne dreti v uho, kjer gamer pa si ti, what the fuck? Veš, človek je pa tako pač res bil v fokusu noter. Potem gre naprej, gre do stojnic, ki prezentirajo neke zadeve. Recimo gre do ene stojnice, ki prezentira LARP,
a ne? In punca pač zelo prijazna. Pač punca je zelo prijazna in mu hoče opisati. Vidimo vsakič na vsaki konvenciji. Pa ful prijazno. Ful je vredi oseba. Pač mu hoče predstaviti LARP in kaj je dejansko poanta LARPa, kje se dogaja. Medtem on se seveda skuša dotakniti vseh stvari, ki so na tej mizi, čeprav ga ni sploh povabila, da stvari prime v roke. In potem začne, veš, ko mu on razlaga, stvari lahko dejansko prezentiramo ali v kakšnem gozdu, ali na gradu in tako naprej. In potem on začne, to poznam, to je tisk, so orgije, right? Ko neki pridejo skupaj in se pa pofukajo. Ona tako ne pri nas in potem tako, pa lahko tudi, ne? Pa je market za to. Jaz res si dam props, da je držala composure, ker človek je bil na ultra več nesramen. Še huje pa potem, ko on nekje dobi te hentai nalepke, take mini hentai nalepke, in jih začne razdeljevati med različne obiskovalce. In potem pač najde neka dva obiskovalca, in eno teh obiskovalcev je bil pač temnopolt. In on mu reče, a ti cosplayaš Willa Smitha? Pač, ni imel cosplaya na sebi, by the way. So, not only was he fucking rude, destruktiven, še rasističen povrh. Ker je bil pač temnopolti obiskovalec, ki je imel afro. Bog ne daje. Exactly. Vse človek, ne vem, kaj mora tako... To statisto. In basically the rest of the video je pretty much the same fucking crap. Ne vem, gre do različnih cosplayerjev, recimo prej ste govorili, ena furry cosplayerka je imela ta baseball bat kot prop. In oni ga vzamejo, ta skupina, in začnejo pač mahati z njim naokol in pol ga razbijajo na prav faktorje na njegovi glavi. Mislim, furry, najprej je prosil to furry, naj ga malo močneje udar s tistim kijem, pa mu je rekla, basically ta cosplay... Furry mu je rekel, furry mu je rekel, da je pač 3D printan in da ni tako trpežen. Ni bil strpežnih materialov, Ključ je bil? Baseball. Jaz sem razumel, da bi mogoče... Čeprav lahko si predstavljaš Kingdom Key, s Kingdom Hearts. Se to sem mislila. Key je bil. In potem mu ga pač eden izmed njegovega kruja, tisti, ki vzame, pa potem zamahne... Ga razbijajo. O moj bog. Kot cosplayer, ko se mi je že zgodilo, da so se mi stvari uničile, jaz bi tako osebo kar fajn nadrla. Pa če še ne to, kar fajn namlatla. Čeprav nisem taka oseba, ampak ko se neke stvari uniči, ko sem delala ne vem kako dolgo in dala trud v to in imam pač passion za to tem karakterom, je to malo kar fajn disrespectful. Pač jaz ne bi takih ljudi puščala na konvencije. Kako se pa na tujih konvencijah, mislim, se na tujih konvencijah tudi taki ljudi pojavljajo? Če ti rečem tako, prav baje skupina, obstaja ljudi, ko uničujejo prope za nalašč. To sem čula. To so mi enih par cosplayerov mi je povedalo, da baje obstajajo taki, ko prav uničujejo prope, ko izgledajo cool za nalašč, ker pač ne vem, se jim zazdi. Mislim, tukaj ne gre samo za neke pač ustna dokazila, ampak dejansko imamo to v videu. Mislim, da je dejansko sam posnel vse. Mislim, da je zdaj pač na odgovornosti organizatorjev, da naslednjič pač to osebo odstranijo oziroma je sploh ne dovolijo, da se udeleži tega dogodka. Mislim, da je to pač edini naslednji korak, ki je smiselen, glede na to, da ni izrazil nobenih opravičil. Pač veliko je bilo ljudi, ki so tudi izrazili, da ne želijo biti snemani. In kaj on naredi, a ti govoriš špansko, jaz te sploh ne razumem, pa jih snema še naprej. Sam veš, to je tudi sam na folku bo zdaj ležalne, da prijavijo take zadeve. A veš, glede na to, da je cel event praktično lahko to počel, ga noben ni ven vrgel, praktično ni noben, a veš, šel, vsaj do organizatorja, pač tale dela štalo. Prva stvar, ki sem jo naredil po gledanem videu, je, da sem govoril z organizatorjem. Z Matejem. Z Matejem. Prejšnjim. Matej mi je obljubil, da bojo pač imeli sestanek na to temo in ne vem, ti si del tega tima, ne vem, upam, da se bo pač iz tega nekaj izcimlo.
res nočem in ne pričakujem takih ljudi na konvenčno sploh, ker uničujejo pač delo, ki lahko traja en mesec. Pa na Ali splošno. pa več. Mislim, organizator lahko na javnem dogodku vzdržuje red. Tako da Pa se podlago imamo. to ne leti sam na Mofoku, ne, konc koncev tudi na MNU, pa Ja, tudi ja, kakšni to drugi velja za eventi, ki vse. se bodo dogajali, da Pa vsi tudi nekako tako vejo, kaj se onboard je. dogaja. Ne. Samo organizirano ekipo redarjev moramo imeti. Pač jaz, Ki lahko tudi cosplayo tega primernega. Pač, zdi se mi, Točno mi kot Goblins. Mi kot organizatorji in društva in posamezniki smo kaj zdaj 10 plus let se je organizirali in skušali ustvariti pač nek prostor, neko okolje, kjer se ne glede na to, kakšen nišen interes imaš v tej subkulturi, si pač lahko comfortable, da to izražaš pač vsaj v tem okolju. Da se počutiš, kot da lahko se končno izraziš exactly, prvič v življenju, ker ti familija ne dovoli, da si ti. Exactly. In glede na tip tvoje osebnosti ti to lahko pač precej vzame, kako bi rekel, confidence, da to še kdaj storiš. Ne? So, jaz pač res nočem, da imamo pač tako toksične osebe in upam, da ne bomo več. Uničujejo tudi naše ime po pravici, pol na konci, ko kaki zunani človek pride pa vidi takega človeka, si misli, da so pol vsi takšni, da... Bolj ko bo anime postajal mainstream, pač več ljudi bo prihajalo od zunaj, ki ničesar ne vejo anime. In če je to njihov nek prvi content, nek prvi vtis, ki ga vidijo, bojo pač tako tudi sprejemali ostale deležnike te pač subkulture, ne? In bojo pač mislili, da tako se pač vsi obnašajo, ali pa tako je v redu, da se obnašam do njih, a veš. Samo moj prvi pomislek, ko sem pa pol to videl, pa bil, zakaj je to delo? Kaki smisel ima biti takšen človek, ko vidiš, mislim, lahko čutiš, ker jaz sem začutil skozi video, kak mi je bilo neprijetno, kak temu človeku ne v možganih darjajo sporočila, nehaj to delati. Glede na število ogledov bi rekel, da smo trenutno v situaciji, kjer lahko tak destruktiven content pomeni pač popularen content. Mislim, da če pogledaš na splošno, se imaš tudi popularne YouTube videe od drugih ustvarjalcev. Se mi je ravno to začelo prežigati v glavi, da to je zdaj standard dejansko, ker algoritmi nam dajajo čim več takih destruktivnih, ko se počutiš nelagodno, zato ker ljudje pol to gledajo in se zgražajo na video, ne pa v živo. Nekdo pa to dela v živo. In mene je samo strah, da še od tega samo več. Kakšen misliš, da je njihov... tako je, v tem videu imaš določene komentarje, ki so like, ti si najboljši, kjer kralj, še več tega. To mi je tako čudno. Mislim, jaz to gledam kot offshoot, mislim, se imaš prank videi so bili vedno popularni. Mislim, vedno popularni, vedno je bil nek niš na YouTube. Zato, tako bom rekel. No. Zdaj, s tem, ko pa število YouTuberjev raste, je pa tega samo potem zaradi tega več. Ampak destrukcija cosplaya ni prank. To je sem toksično. Mislim, to je pač problem teh prank videov. Zaradi tega, ker nisem... Ja, se vemo, vem, kaj misliš. To je problem prank videov. To je tako težko obrazložiti. Ja, ker ni vsem smešno. Kje se prank zares konča? Ja, kje se konča, In kje se začne basically samo 2019 je en snimal neki video tudi, pa pač jaz sem cosplayala Divo takrat in je takrat bil tisti meme, kaj je že oni, Tracer meme. I wanna be Tracer ali karkoli že. Tracer? Ja, Tracer, ja. A to iz Overwatch. Okay. In takrat je cel konvencijo me je lovil okoli, pač dobro lovil, hodil, pa me je prav pikal v mene kao I wanna be Tracer, pa nekaj tam zajebaval, pa full annoying je bil, tako da sem na koncu potem sem ga našla. Na internetu pa sem napisala, prosim, naslednjič na tega delaj, ker enim pač se vrej počutijo, kot pač to ne. Pa je bil pač malo bolj obžaloval to, da je naredil. Ker včasih še potem dodatno nabijajo. Ne, malo opravičeval se mi je. Lepo. Dobro, da je imel vsaj dejansko zavedanje, da pač kar počne ni prav. Pač to je tista čustvena inteligenca, ko si rekel. Mislim, običajno se mi zdi, da ustvarjalci takšnih videov zapadajo, ustvarjajo nek karakter. Okoli tega videa ali pa okoli svojega kanala. Ok, vem, kaj misliš, ja. In zaradi tega jih potem pogostokrat zanese. I understand, ampak mi nismo pač
njegov content in on lahko... Ne, seveda v končni fazi še vedno ni prav. Ne. Tell us about Ker your smo se z stalkers. Gregijo menila, pa bi tako No, se daj. čuje zanimivo.